Živijo. Kot veste, in če sledite mojemu profilu, vam non-stop dajem zanimive trike, od kreativnih trikov do hekov na področju seveda PR-ja, promocije, Instagram, večanja baze followerjev in vseh kreativnih in super zadev in prav tako stvari za Facebook. Ok, stvar za socialno mrežja, ki jo bom danes razkrila, je naslednja. Vsi seveda si želimo čim večje številke tam gor, kjer pišejo followerji, sledilci, ne, ali pa prijatelji na Facebooku. Seveda ne pozabljamo, da boljše je, da imamo manj in da so tisti kvalitetni in bolj nekako angažirani, več komentirajo in lajkajo, kot da jih imamo ogromno, pa da samo tam spijo. Ampak vseeno, več, ko jih bomo imeli, seveda ljudje nas tudi bolj resno jemljejo in več poslov v drugi fazi lahko dobimo, temu pravimo monetization, oziroma pač ne, vsi, ki imamo Instagram profile, želimo tudi jih uporabljati za svoj poslovni namen in od njih služiti in seveda naše Facebook strani. Tako da, dragi moji, vsi smo tako zelo skoncentrirani na to, da imamo veliko všečkov in da imamo veliko komentarjev, ker vemo, kako deluje ta algoritma na Facebooku in na Instagramu. Več, ko bomo imeli všečkov, več, ko bomo imeli komentarjev, več bosta Facebook in Instagram našo vsebino kazala drugim. A je tako? Vemo. Ampak, kaj pa pozabljamo za našo rast na socialnih omrežjih? Na kaj se čist nič ne koncentriramo, pa vseeno bi mogli, ker algoritem tudi na to dela. In sicer, to so DM-i, private message, direct message. Ja, in zdaj so te eni čisto šokirani, a to je tudi pomembno. Ja, je pomembno. Zato, ker Instagram, Facebook želita, da smo mi čim več na njihovih platformah, se pravi, da ljudje, ko gledajo naše objave, se čim dlje časa zadržujejo, torej na našem profilu. Zato so tudi tako zelo popularne carousel objave, o katerih sem že govorila in bom še govorila o njih. Se pravi, to so objave, ki takole slajdamo in jih je več, ker se pač zadržujemo dlje časa pri njih, kot samo na eni sliki. In seveda, druga stvar je, če hočemo tudi povečati naš engagement, povečati followerje in vse skupaj, pač da algoritem bolj dela, je to, da seveda rabimo komentarje. Rabimo komentarje torej tudi zaradi tega, ker če bomo imeli enako lajkov kot en drug post naše konkurence, bo našega prikazovalo više, če bo imel naš več komentarjev. Torej, če hočemo imeti komentarje, je super, da vedno na koncu prvič, da napišemo malo daljši tekst, ker bodo ljudje več časa preživeli na naši objavi, če bo tekst daljši, ker ga bodo dlje časa brali, kot če bomo mi napisali en stavek. In druga stvar je, na koncu je super, da poveste ljudem, kaj naj naredijo, ali kaj komentirajo. Najhujše je, ko gledam ene objave, nekdo nekaj napiše brez repa in glave in potem ne vem, pa bi komentirala, ampak iskreno včasih niti ne vem, kaj pa naj napišem. Ful dobra slika, ful si dobro napisala ta quote, ki si ga prepisala. Torej, dajte mi, ne, če želite, da komentiram vaše slike, tako kot jaz dam vam, če greste pogledat moje objave, ponavadi v komentar napišem, oziroma na koncu pred komentarji nekaj napišem, nekaj vas vprašam, ali rečem, kaj vam je bolj všeč, ali kako pa vi to naredite. Tako da dejansko spodbudim ljudi, da vejo, kaj napisati v komentarje. In iz tega potem lahko zraste cela debata. In da se vrnem torej nazaj na stvar, ki jo vedno pozabljamo, to so naši DM-i, direct message ali pa private message. Ja, bolj, ko bomo mi angažirani, bolj bo algoritem delal. Torej, dejansko mi želimo tudi z ljudmi komunicirati v naših direct messagih, ne, private messagih, se pravi, tam želimo pisati ali jim kaj posneti, ali jim kako sliko dati, kakšno povezavo, karkoli. Ampak tudi tam se želimo angažirati. Torej, če vam kdo piše, dajte mu odgovoriti. Ali pa boste vi tisti, ki boste nekomu pisali. In vse to bo algoritem zaznal in bo prikazoval, ne boste verjeli, vaš profil večjim ljudem, ker, še enkrat povedano, Instagram in Facebook želita, da ljudje hodijo na naš profil, da se tam zadržujejo in, aleluja, da so interaktivni z nami, socialni z nami, to je social media, družabni. Tako da je poleg Instagram in Facebook všečkov in komentarjev
dajte še uporabljati DM-e in ne pozabiti, na storijih je zdaj nova fantastična funkcija, o kateri sem že govorila in sem vam jo pokazala, DM me, ki jo lahko dodate na story, ljudje tam kliknejo in direktno jih prosferi v vaš private ali pa direct message. Evo, če vam je bilo tole všeč, ja, dajte napisati v komentarju, všeč mi je bilo, dajte deliti s prijatelji, dajte me kaj vprašati, kakšne vsebine si še želite, a imate kako vprašanje, ki ga ne znate rešiti. Veliko ljudi mi piše v DM ravno to, Kali, kako pa to narediti. Kali, recimo danes sem dobila fantastično vprašanje, koliko dejansko Instagram profilov lahko imam, koliko Instagram profilov lahko odprem z enim mailom. So fantastična vprašanja. Tako da, če želite tudi kaj takega zvedeti, dajte me vprašati, in če želite, da pač delim takole javno z vsemi, ja, dajte napisati spodaj v komentarje in rade volje bom to naredila.